Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Eden od osumljencev v nedavni akciji proti gradbenim tajkunom, generalni direktor Primorja Dušan Černigoj, je ob prazniku občine Ajdovščina prejel naziv častnega občana. Černigoju je župan Marjan Poljšak priznanje podelil za zasluge pri razvoju občine na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti. Svojim vztrajnim delom in vizionarskimi zamislimi Ajdovščini omogoča, da kot mnoga evropska mesta v ustvarjalnem sodelovanju z domačo industrijo najde svoj pomemben prostor na svetovnem zemljevidu. Poslednjih primorskih domov šinil je zopet žar novega dneva, ja, do poslednjih primorskih domov. Stala primorska silna Dušan Černigoj je bil po slovesnosti vidno ganjen. Prvi vtisi so ti, da ko so mi prebrali, koliko časa in delam v tej sredini, koliko časa sem direktor Primorja, sem komaj se zavedal, koliko sem naredil. Vesel sem, da me je okolje spoznalo in sem pripravljen tudi naprej delati v tej smeri. Skoraj hkrati so v Ajdovščini otvorili tudi novo upravno stavbo Primorja, ki jo je zasnoval Boris Podreka in jo bo v celoti oskrbovala geotermalna energija. Svojega kolega je ob tej priložnosti prišel pozdraviti Ivan Zidar, čestital pa mu je tudi koprski župan Boris Popovič. Mislim, je estetska, je prijetna in mislim, da je narejena z velikim znanjem, ki ga in pogumom, ki ga Dušan in pa njegovi sodelavci tudi imajo. Ja, zelo lepa stavba je, kot nek monument sredi Ajdovščine. Čestitam Dušanu Černigoju, predsedniku uprave, za to pridobitev in jaz upam in sem prepričan, da bo tudi naprej delal tako dobro, kot je delal zdaj. Joško Joras še vedno gladovno stavka. Jutri naj bi ga sprejel predsednik republike Danilo Türk. Za vse tiste, ki ste pozabili, kako izgleda, prilagamo njegovo fotografijo. O njegovi gladovni stavki pa sta za vest spregovorila primorska poslanca SD Aurelio Juri in Patrik Vlačič. Jaz bi ga pozval naj neha, naj potrpi, naj počaka, da se diplomacije dogovorita za ustrezno rešitev. Sta na dobri poti, se dogovarjata o pristopu k mednarodnemu sodišču ali arbitraži in seveda to terja nek določen čas. Jaz sem tudi zagovornik tega, da umaknejo hrvaške oblasti korita, ki mu pač ovirajo pot, pa tudi Joško Joras se mora zavezati temu, da ne bo zlorabljal te poti. Mislim, da sta premijeja leta 2005 dosegla dogovor. Dogovor je bil, da ne bo novih incidentov. Po tem dogovoru so postavili korita in jaz štejem, da je ta postavitev korit nespoštovanje dogovora. In glede na to, da je bil to dogovor dveh predsednikov, dveh premijejev, pričakujem, da bosta to potem tudi ona dva rešila. Ko sta imela sestanek, sem pričakoval, da bo premijer Janez Janša to dosegel, ker ni štejem to za neko razočaranje. Vodja poslanske skupine Lipa Barbara Žgajnar-Tavš je pred časom predsedniku vlade Janezu Janši zastavila poslansko vprašanje o vladni strategiji glede nizkih pokojnin in minimalnih plač. Premier je na njeno vprašanje odgovoril, da bi sam plačal položnici upokojenkama, ki prejemata manj kot 300 evrov pokojnine, če bi jih le prejel. Žgajnar-Tavševa je zato sprožila akcijo položnice in pisma prejemnikov socialnih transferjev so začela kapljati v državni zbor. V pismih so tudi položnice. Tudi položnice s tem, da moram reči, da v veliki meri ljudje pošiljajo pokojninske odrezke in pa svoje osebne življenjske zgodbe, iz katerih izhaja, da dejansko so se znašli pod pragom revščine, na robu preživetja in da ne vedo več, kako iz situacije, v kateri so. Predvsem pa ljudje nočejo pristati na, bom rekla, čaščenje miloščine, ki jo je ponudil predsednik vlade. Ta pisma bodo sfotokopirana, šla na predsednika vlade. Jaz upam, da nam bo uspelo v tej skupni akciji opozoriti na potrebo po
bom rekla, spremembah na področju, širokem področju socialnega varstva oziroma socialne politike v naši državi. In še konkreten primer, kaj je najrevnejšim prinesla socialno naravnana davčna reforma. 300 evrov v povprečju znaša konkretno ene osebe, mesečni dohodek za leto 2007 pa je dolžna državi plačati 35 evrov. Kaj ni to žalostno? Pred sejo predsedstva socialnih demokratov smo Boruta Pahorja povprašali, ali je v stranki veliko rivalstva za kandidatne liste na parlamentarnih volitvah. In ali drži, da naj bi v SD že prestopil tudi poslanec Desusa Vili Rezman? V 2/3 okrajev smo bolj ali manj kandidatke ali kandidate že uspeli dogovoriti. V 1/3 nam to delo še preostane, ampak za upravljanje sem zelo zadovoljen. Gospod Pahor, niste odgovorili glede gospoda Rizmana iz Desusa? Sem z njim govoril, tako da vam tukaj ne morem dati nobenih drugih informacij. Podpredsednika SD Igorja Lukšiča, ki pravi, da bo skoraj zagotovo strankin kandidat, pa smo vprašali, kako je zadovoljen strategijo, ki jo pripravljajo ameriški svetovalci. Gre samo za to, da nekje vprašamo tudi za njihov nasvet, ki je gotovo vezan tudi na izkušnje, ki jih imajo in so bistveno večje, kot jih imamo mi. Ste lahko bolj konkretni pri tem, katere izkušnje vas zanimajo, da vam jih mora biti oni sugerirajo, pojasnijo, razložijo, karkoli? No, to so v resnici taki mehni detajli, po eni strani, po drugi strani pa tako velike strateške zadeve, da gotovo javnosti to tudi ne zanima. Avtor sistema joga v vsakdanjem življenju, Višva Guru Mahmandaleshvar Paramhans Swami Maheshvarananda, je ponovno obiskal Slovenijo. Svoj obisk je začel s seminarjem v Novem mestu, nato pa se je ustavil še v Mariboru. The entry door to Slovenia always has been the Maribor. When I come from Austria, I had to come to Maribor and go from Slovenia back to Austria, I had to go to Maribor. So when I come once to Slovenia, I come twice, 2 times to Maribor. Slovenija, 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 kultura. V ljubljanskem študentskem naselju v Rožni dolini so se pričele 25. majske igre. V večernem programu so med drugimi nastopili Šankrok in Bilisi, mi pa smo v zaodrju ujeli tudi lepega Daso in njegovega prijatelja. To je prijatelj, da bi skozi skrbi za tega, da se nekaj ne se zgodi. A veš, tebe eno sliko, to majstvo je, to je Bernard, kralj, legenda. Židane volje pa so bili tudi mlajši obiskovalci. Smo prišla pogledati lep večer, ja. Smo zbila, ne veliko, ja. Lih to, da nam paše, da nam sede, ja, da so fajn, koliko pridemo domov, bo še lepša zabava, ne, povej v kamero, ja, lepa zabava, bo doma, tle je lepo, ampak doma bo še lepša, povej, ga bo doma še. Ne, no, me ne mara, zdaj povej, da V prehodu bivšega hotela Evropa na Slovenski cesti v Ljubljani sta Mateja Starič in Johana Herr postavili Juvox Populi. V napravo sta shranili tradicionalne pesmi evropskih dežel. Kje ste pa dobili vse te glasbenike? Iskali smo jih po vseh možnih virih, od prijateljev, prek interneta, prek forumov, prek ambasad, ljudi, ki živijo tukaj, ljudi, ki živijo drugje. Še vreme, odlikovanja in nagrade za tajkune, kar dežujejo. A veste, kar dežujejo, nagrade, ne, vreme. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.